En lep dober večer voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Gledate oddajo Najvižja na VTV vaši televiziji in upam, da ste se udobno namestili in da boste to debelo uro uživali. Danes bi na mojem mestu mogla stati moja luštna spremljevalka Anja, ampak je žal obležala, je zbolela in zato jo nadomeščam jaz. Upam, da niste preveč razočarani. Potrudil se bom, da bom najboljše odvodil, kar lahko. Ani pa seveda želimo, da bo čim prej okrevala in jo lepo pozdravljamo, če nas slučajno gleda, v kar ne dvomim. Danes imamo zopet v studio štajerski ansambl, ene mlade postavne fante. Danes jih bomo pobolje spoznali. Z nami so, dame in gospodje, ansambl Pik in slišali bomo Pik polko. Tako veselo so otvorili današnjo druženje ansambl Pik fantje. En lep dober večer voščim. Branko, kako si? Super, super. A slišite, dame, kakšen bas šarmanten je to? Povej mi, koliko punc imaš ti? Uradno nobene. Uradno nobene? Ok, kaj pa neuradno? Ni za TV ekrane ali kako? Ne znam šteti, veš ti. Ja, ok, ker z glasom verjetno, ko tako lepo pozdraviš punco. Ja, ali zbeži, ali se pa zaljubne. Sem dve varianti sta, ne? Nekaj od tega, ja, tako da. Velikih je tudi zbežali, že ne, tako da. Res? Ok, drugač ste v redu, kako ste zadovoljni za sezono, ki se počasi bliža k koncu, predvidevam, ali ne? Mi kar super, no, moram reči. Super. Smo kar zadovoljni, no. No. Težko bi bilo boljš, ne, težko bi bilo boljš. Težko bi bilo boljš, ok. Super, zdaj grem pa k naslednjemu članu ansambla Pik, to je pa Žan. Živjo. Živjo, Žan. Živjo. Žan je tudi najbolj pogosto ime v vašem ansamblu. Ja. Je tako, ker sta dva Žana. Skoraj polovica. Skoraj polovica. Ja, skoraj polovica je Žanov. Žan, kako si ti? V redu? Super, odlično.
Zelo zanimiv sestav ste, torej niste ne klasični trio, pa niti ne klasični kvintet, ste nekaj vmes. Res je. In kako je prišlo do tega sodelovanja? Čisto slučajno. Prvo smo bili kot sam 4, trio s klarinetom, pa smo se pa zaštekali z našim Brankotom, pa dajmo še basista zraven, vsej, ko pa košta nas. Super. Torej, kako ste se spoznali drugače? Tak v gostilni, ker v Šentjurju je še kar nekaj gostiln, ali ste se... Predvsem v gostilni, drugače pa z Brankotom smo prej v enem sestavu, malo skup, probala 5. Pa sem ga pa jaz malo na svojo stran potegnil, zdaj pa zraven nas. No, super. In super zasedba ste. Ja, res. Super igrate in kasneje bomo slišali tudi še več petja, ne? Res je. Tudi petje. Se že veselim. Zdaj grem pa k drugemu Žanu. Žan, kako si ti? Bravo, v redu. Tudi v redu. Ja. Harmonkar. Tako. Ja. Povej mi, če bi jaz prišel v Šentjur kot gost, kaj bi mi ti pokazal? Kakšne so znamenitosti Šentjurja? Pustimo zdaj gostilne. Kaj drugega, mislim, tak? Imate lepe kraje, lahko malo pohvališ svoj kraj. Ja, stolp na Resevni. Ja. Potem še imamo Ram na Slivniško jezero. Potem mali Šentjur je veni, že potem tudi Kozjanska domačija, taka stara, lepa hiša. Super. Pa tudi bi se še pol najdel kaj Bohor, mogoče tudi malo za pohodnike. Žul sem jaz, stolp ljubezni. To je tudi fantje, malo potiho pravijo, kaj moraš povedati. Ja. Da ne boš kaj ven spustil, ampak verjamem, da se splača priti v vaš kraj. Ja, to pa definitivno. Okay. Gremo naprej z glasbo, preden pridem do vašega šefa. Naprej slišali bomo en lep valček, Sabo nesel nič ne boš, pravijo člani ansambla Pik, pa prisluhnim. Ko ljudi kdaj opazujem, kakšne želje kdo ima, zdi se mi, da za denarjem marsikdo se le peha. Ko ljudi kdaj opazujem, kar pri srcu stisne me, saj denar ne kupi sreče, ta v ljubezni skrita je. Ko ljudi kdaj opazujem, vprašam se, kam pelje to. Marsikdo le k sebi grabi, ko da cel svet kupil bo. Ni več časa za pogovor, za družino so ljudi, za otroke, za starejše, tole vsim rad rekel bi. Sabo nesel nič ne boš, ko ta svet boš zapustil, niti sveč dišečih rož, ki na grobi boš dobil. A če priden boš pošten, delal dobro boš samo, tudi ko boš daleč stran, na te lep spomin še bo. Ko ljudi kdaj opazujem, vprašam se, kam pelje to. Marsikdo le k sebi grabi, ko da cel svet kupil bo. Ni več časa za pogovor, za družino so ljudi, za otroke, za starejše, tole vsim rad rekel bi. Sabo nesel nič ne boš, ko ta svet boš zapustil, niti sveč dišečih rož, ki na grobi boš dobil. A če priden boš pošten, delal dobro boš samo, tudi ko boš daleč stran, na te lep spomin še bo. Če priden boš pošten, delal dobro boš samo, tudi ko boš daleč
stran, na te lep spomin še bo. Takole krasno za dušo in srce so zapeli člani ansambla Pik. Zdaj grem pa, tako sem že prej malo namignil, do vodje ansambla. To pa je njihov Jan, kitarist. En lep dober večer tudi tebi. Dober večer, živijo, zdravo. Živijo, Jan. Povej mi, kako dolgo ste že fantje na glasbeni sceni? Ja, od leta 2014. Takrat smo prvič nastopili v Dobju pri Planini na Pokaži, kaj znaš, tam, kjer je že mnogo ansamblov imelo nekako odskočno desko. Takrat smo začeli, takrat smo bili v sestavu, kot je Žan prej rekel, trio s klarinetom. Na baritonu in bas kitari je bil takrat Jernej Klakočar, sedaj basist ansambla Petka. No, potem se nam je pa pridružil Matej Frece iz Dobja, tudi iz znane glasbene družine. Njegov brat igra pri Petki tudi, pa oče je tudi muzikant Peter Freca, humorist, tako da smo dobili pol eno tako super zamenjavo. No, potem pa seveda skozi čas, zdaj, ko je bil tale koronski čas, smo bili večinoma doma, tako da smo se povezali pa res z Brankom, ne? In takrat smo nekaj skupaj delali tako nadaljavo, tisto, ko smo imeli tudi na YouTubeu, so ene posnetke imamo objavljene. In takrat se je ta naša zgodba pol začela, smo rekli, da bi pol začeli še s tem 4-glasnim petjem in res, zdaj pa peljemo to zgodbo naprej in se nam kar obrestuje. Krasni ste, tudi o kvartetu Pik bomo še nekaj rekli, imate veliko nastopov, sem slišal praviti, ob vseh priložnostih. Ja, res je, ob vseh priložnostih, največ so to poroke, potem razne obletnice, pa tudi žalostni. Tudi žalostni dogodki, seveda, no, tudi pogrebi se najdejo, ampak teh čim manj, tak bom rekel, ne, bolj vesele dogodke moramo promovirati. Ne. Super, super. Kdo je dal pa pobudo, oziroma kdo se je spomnil imena Pik? Ja, to je vedno tako, vsi nas sprašujejo, koliko ste to prišli do tega imena. Niso bile tudi, da bi rekel zdaj dejansko karte v igri, ne, so tudi bile tako posredno, ne. Zbirali smo ime, marsikaj bi lahko bilo, na začetku smo mislili, da bi bili kozjanski zven, kozjanski zvoki, ne vem kaj še vse, ampak teh imen je že veliko, ne. Pa smo rekli, mora biti nekaj kratkega, nekaj udarnega, pa smo pa videli, slučajno tam so bile nekje karte zraven, pa smo pa rekli, kaj če bili pa mogoče ansambl Pik, ne. To pa je res tako kratko, jedrnato, marsikaj se lahko skriva v tem piku, ne, mogoče tudi recimo pevsko-instrumentalni kvartet ali kvintet, kakorkoli. Za punce pa enostavno Pik, verjetno. Tako, Pik, ne. Okay. Zdaj še gremo res malo do Mateja. Matej, tudi tebe en lep dobro večer. Lep dobro večer. Si iz znane družine, je že prej Jan povedal. Tako je. Torej, pa še vseeno nam povej, kdo te je navdušil za glasbo? Kdaj si ti začutil, da boš muzikant? To pa že od malih nog nas tak glasba spremlja. Doma je igral staroče. Potem oče, ko je igral tudi pri ansamblih, vsak je malo prispeval, no. Pa si rekel, da moraš tudi ti probati, ne? Tako, tako. In zdaj je rato ansambl. Ja, najprej sem mislil, da bom igral kitaro, potem pa brat je igral harmoniko, tudi Dejan, oče je klarinet, pa sta pa rekla, fajn bi bilo, da bi bariton, da lahko trio gremo kam zaigrati. Evo, in tako je prišli do tega, da smo bariton igrati začeli. Zdaj me lahko ti poveš v pričo gledalk in gledalcev, kakšen vodja je Jan. Je dober vodja. Ja, čudovit. Se razjezi kdaj? Pa ne, on se ne zna razjeziti. Ne zna se jeziti. Nežna duša, mirna Nežna duša. Ja, ja. Pol vam dobro gre, se. Ja, tako, tako. Kaj pa plače, tudi pravično deli? Ja, tudi deli, tudi pravično. Je pravi čas plačati. Tako, tako, je. 18. Pridn je, ja. Pridno, Je kar pridn. Dobro, lepo si ga pohvalil. Tako, tako. Te bom imel zdaj še v boljši luči. Tako, še bo kaj zraven padli. Tako, Matej, super. Gremo naprej k glasbi. Aha, zdaj lahko tule ostanem. Člani ansambla Pik se bojo malo spočili, kajti zdaj bomo šli visoko nad oblake in prisluhnimo ansamblu Tomaža Rota. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sveče izgubanega lica, tako kot lastovica hiti podrodni krov. Leti zdaj naša ptica
šaptica, leti domov, domov. Peljala bela cesta je v širni svet nekoč, a brez slovesa sem odšel in vzela me je noč. Sem dolga leta skrival bolj in skrival sem solze, a želje, da bi šel domov, polnile so srce. Pripel si spet na prsi, bom slovenski nagelj rdeč, čeprav srebro je že v laseh in mladih let ni več. Zavriskal bom s harmoniko, veselo bo zares in najbolj zalo deklico izbral si bom za ples. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sreče izgubanega lica. Tako kot lastovica hiti podrudni krov, leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Tako veselo vzdušje je v našem studiu, tudi mi smo si malo zraven zapeli to čudovito skladbo Visoko nad oblaki. In zdaj bom jaz vprašal naše fantje, a ste že vi bili slučajno tako skupaj kot zasedba Visoko nad oblaki in šli kam v tujino mogoče? Pa tako, da bi bili visoko nad oblaki, še ne. Šli smo v tujino, tako na morje skupaj, ne. To smo šli z avtom, ne, tako da po tleh, lepo tam, ko je sigurno. Je bolj sigurno? Ja, bolj sigurno Se ti je to, zdi, ja. imaš tako občutek? Ja, meni se zdi, no. Ja, jaz Glej. tudi ne rad letim preveč, no. Teda tudi vi, fantje, bolj predvidevam, da ne. Mislim, da smo rej bolj na realnih tleh od spodaj, Okej. tako je najbolj zih. V redu. Moramo tudi povedati, da ste fantje imeli seveda na začetku tudi mentorja. A je tako? Ja, res je. Naš Vaš- mentor je bil Matjaž Vodišek, Tako. torej član ansambla Petka, vodja ansambla Petka, ne, ki ga lepo pozdravljamo, če slučajno gleda, ne. 100% gleda. Ja, ja, Tudi jaz ga lepo pozdravljam. Tako da ja, z njim smo zdaj v bistvu skali tak prijateljski odnos. Mi dva z Žanom, s klarinetistom, mi smo dejansko sosedje, gledamo se tak, če bi rekel, tak bermudski trikotnik, ne. A V res? bistvu jaz sem tu, Žan je tu, Vodišek je pa tak nasprot grabna, ne. Tako da se v bistvu gledamo, en tak trikotnik. Tako da vedno ga lahko vprašamo za nasvet, vedno nam je pripravljen pomagati. Res za prvo CD ploščo, ki smo jo imeli izdali leta 2018, Vsake svoje sreče Kovač, nam je v bistvu napisal od 10 komadov 9, ne, je on prispeval, tako da res ogromno je za nas naredil, pa še vedno dela, seveda posredno nam pomaga s kakimi nasveti, vedno se lahko na njega obrnemo, no, tako da res super človek, kot mentor in kot prijatelj. Aha, ok, Ja, super. Tudi jaz ga poznam v taki luči, je res izkušen muzikant, zelo natančen, precizen, pa velik veseljak. Tako, Res je, ne? definitivno. Ok, gremo še zdaj malo do našega harmonkarja, ki je najbolj resen član ansambla. Tako. A si res? Niti ne. A moraš ponovadi kaj, mislim tak, kaj tekočega spiti, da si bolj zgovoren ali si stalno Ja, bolj odvisno, resne narave? odvisno od priložnosti. Odvisno od priložnosti. A se fantje dobite tudi, bom rekel, pod narekovaji izven delovnega časa, kdaj in kakšno zapojete mogoče, kakšno rečete, se poveselite, Tudi, spijete ja. kakšen deci. Tudi kakšne vaje mim števca naredimo. Ja? Ja, ja. Tudi morajo biti Tako. takšne vaje za... Tako, pa tudi ob rojstnih dnevih se dobimo. Pa to tako,
če je kakšna lepa nedelja, kak piknik na hitro naredimo, pa se imamo fajn. No super, samo da je lušno. Tako. Okay. Prej sem, bom šel tule zadnji, prej sem, Žan, slišal, da ti imaš tak zanimiv poklic oziroma se baviš z zanimivo rečjo. Ja, res je, povedal. tak mal neobičajen poklic, nepogost. Delam namreč piščali za orgle, tako da res Super. tak redek poklic, no. Bi tako na hitro, ko si prej meni razložil, povedal, res zelo grobo, ker to je Ja. ena cela znanost, bi rekli, ampak tako na grobo povedal, kako pride do končnega izdelka, za izdelavo te piščali. Torej. Dobiš pleh, odrežeš, zalotaš, pa je to. Pa mora to špilati. Okay, to je bilo res na kratko. Samo vmes je še veliko stvari. Vmes je še veliko Vsega me ne stvari. smeš povedati, da ne bo Ne, slučajno res ne. zdaj vsak Ja, gledalec. da ne se bo zdaj lotil vsak doma piščali dela. delo, ne, piščali. To je bilo res, ja. Bi nas bilo pol preveč. Tako. Okay. Na grobo pa je povedal, tako da si lahko predstavljate, dobiš pleh, odrežeš, zapigaš, zalotaš, to je to. Okay. Gremo naprej. Koliko skladb imate že posnetih? Vse Avtorskih? skupaj. Približno. Okoli 17, 18. Torej, že CD plošča vsaj ena je šla, ne? Ena je že šla, ena še pa prihaja, ena zna biti pa hmalo tudi. Malo. Ja. Okay. Bomo tudi o tem še kaj več povedali. Sigurno. Kak koncert splanirali? Tudi to imamo v planu, ja, da bi naredili en drug samostojni koncert. Enega smo naredili že ob prvi plošči, drugega bi pa zdaj ob drugi. Greš večkrat s klarinetom v klet? Ja, večkrat. Zanimivo. Ja. Imaš enega kar v kleti, ali ne? Stalno nosiš ga gor pa dol. Nimam, zato ker nisem zmeri v isti kleti, zato Aha, pol, a okej. veš. Razumem, pa hvala Bogu, da je klarinet bolj taka priročen inštrument, Ja, ne, da ni se- kontrabas. Ja. Okay, namreč navezal se na to temo zato, kaj ti slišali bomo zdaj eno veselo poskočno polko ansambla Pik s klarinetom v klet. Užil bom čas mladosti, svoj klarinet vzel, pustil bom le skrivnosti in tja bom odrvel, kjer hladno je, a zame to ni noben problem, saj tam le v miru deci spiti smem. Ogrel bom svoje prste, saj klarinet nocoj, igral tako bo dolgo, da bo pritekel znoj. Soseda bom povabil, da zraven bo zapel, na jutri bom pozabil ves vesel. V kleti klarinet najlepši zven ima, ko vinče govori, je lepše kot doma. Ko poje klarinet, pozabi se gorje, ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Svoje prste, saj klarinet nocoj, igral tako bo dolgo, da bo pritekel znoj. Soseda bom povabil, da zraven bo zapel, na jutri bom pozabil ves vesel. V kleti klarinet najlepši zven ima, ko vinče govori, je lepše kot doma. Ko poje klarinet, pozabi se gorje, ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Klarinet najlepši zven ima, ko vinče govori, je lepše kot doma. Ko poje klarinet, pozabi se gorje, ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Slišali smo, kako je, če v kleti zazveni klarinet. Gotovo je veselo in če kdo to ve, potem vedo to člani, fantje ansambla Pik. Tako. A je večkrat res Žan s klarinetom v kleti? Si ti že to doživel? Ja, tudi sem že doživel, ja. Sam ga v bistvu, Se ne dobro spomniš, ne? ja, prinese ga že, ne, sam pa
ne uporablja klarineta največ, ne, da bi rekel, ne. So drugi rekviziti, ko bolj prav pridejo. Ok. Kaj fantje rajši igrate? Polke, valčke? Čisto odvisno od dneva, ne. Ja? Čisto odvisno od dneva. Če ste Pa bolj čisto odvisno od zmatrani. prejšnjega dneva tudi, ne. Aha, Da ok. nekako nedeljo pa še kak valček, ne, tako recimo. Na soboto pa petek, to pa tak Pa polke. polka, to pa samo škat, veš. V redu. Fantje ste tudi zelo, bom rekel, uspešni bili, kar zelo uspešni na festivalih. Nekaj ste jih obhodili, malo moramo se pohvaliti, ne gre mimo tega. In zdaj lahko jih par našteješ in mi poveš mogoče, na kateri uspeh ste pa najbolj ponosni, fantje. Ja, definitivno na plaketu Jožeta Šifrera, to je bilo lani, ne. Lani smo šli na Vurberg, to nam je v bistvu res največ, da nam to je res strokovna največ. komisija da res neko vedenje, da delamo prav, no. To nam je res. Tudi če nismo bili prvi, drugi, tretji, nam je to v bistvu več, kot pa da bili prvi, recimo, no. Tako. Zares lepo zvenite pevsko in ste si zagotovo to zaslužili. Lep zvenimo, ko pa zgledamo, ne. To si pa dobro povedal, čeprav, no, jaz težko ocenjujem, se veš, sem le fant. Ja. Če bi bila pa Anja tukaj, bi pa po mojem ne bi pritrdila, bi rekla, da kar lepo zgledate. Ja, Anja ima tudi rada take visoke, kot ste vi, pa take močne fante, kakor jo jaz poznam, no. Ok, gremo naprej, gremo zdaj malo do Jana, ker Jan je pa res najbolj zgovoren ansambl. Imaš vso statistiko čez v ansamblu, a imate pa razdeljene vloge, ali si ti vse, financ minister, rihtaš špile, udariš po mizi, če je treba, kako je s tem? Bolj ko ne, jaz sem tako. Res? Ja. Multipraktik. Tako, multipraktik, ja. Sej fantje pomagajo, se ni to, ne smem reči, da ne. Ampak večina stvari pa res prevzamem sam, kar se tiče dogovora za špile in to, pa potem seveda, ko je treba talati, ne, tiskaj bil najbolj priden, se veš, pa se to malo, ne. Vem, kako to gre. Ja, veš, kako to gre. Poskrbiš dobro za sebe. Ne se ne rabiš heca vse. Vemo, da temu ni tako, ampak vseeno, ja. Malo, da na hec obrnemo. Torej, kako se fantje motivirate, kadar recimo pride kjer malo slabše volje na nastop? Ja, da potolažite, spijete kaj? Ja, sigurno, moraš malo spiti, če ne druga za korajžo, ne, ampak res ne spomnim se dneva oziroma špila, da bi kdo res prišel neke slabe volje. Dobro, mogoče, če je kjer bil tak, da ga je mogoče bolezen že malo, ne, ampak nismo še imeli takega primera, da bi pa res bil nekdo čist poklapan, pa to pa prišel na špil. Vedno se znamo razvedriti, mi smo tudi kolegi izven ansambla, ne, to je, mislim, da najvažnejše pri ansamblu, da se družiš tudi, ko nisi na špilih, ne. Tako da to nas povezuje. Mi, ko se dobimo, vedno se pohecamo, 3/4 vaj se tako presmejimo, v bistvu delamo vse kaj druga, ko vadimo, ne, ampak ja, tiste stvari, ki pač se zmenimo, da moramo tisto ponavadi res naredimo, potem pa imamo bolj tak debatni krožek, bi lahko rekel temu. Ja. Tudi za to, za druženje mora biti kdaj časa, ne? Definitivno. Ok, kdo so pa vaši vzorniki? Mogoče iz glasbe ali osebno doma iz družine, kako je s tem? Ja, v bistvu vzorniki v glasbenem smislu na začetku, ko smo začeli, ne, so nam bili šentjurski muzikanti, še vedno so, kajti Osreček, ta, ki igra klarinet, ne, on je v bistvu tudi moj sorodnik, dobro se poznamo, skupaj prepevamo celo v zboru Sveti Jakob, že vrsto let, že preko 10 let, in on je res, zaradi njega sem jaz tudi začel igrati, jaz sem vedno rekel, da bom harmoniko igral, vse tudi igram, ampak zdaj v ansamblu primarno kitaro, ne. Drugače pa vedno, ko sta igrala Osreček in Zeljč, to sta vzdevka, ki jih imata, harmonikar in klarinetist, sem vedno rekel, jaz bi pa rad špilo tako Zeljč, vedno harmonika mi je bila tista, ne. Pa so pa rekli, ja, sam boš mogel ta prvo imeti tak trebuh, ko ima Zeljč, ne. Zdaj se mi pa zdi, da če bi se primirjala takle, da že vam skoraj jaz večji trebuh. Da dobro delaš na temo, ne? Ja, tako. Ok, super. Še bomo izvedeli par podrobnosti o ansamblu, zdaj gremo pa spet naprej na glasbo. Če ste dobre volje ali pa mogoče malce slabše, predlagam, da vstanete z udobnega naslonjača in zavrtite svojo damo ali svojega gospoda. Slišali bomo en prijeten, lep valček, Zapustil si mi spomine. Ta
tam daleč nekje prebivaš zdaj ti, a na te veliko me viže. Čeprav ni več tvojih toplih dlani, dotik tvoj že zdaj k meni seže. Tvoj glas še zveni v pismi vetrov, nasmeh se tvoj soncu svetlika. Dedek ti moj, pogrešam te res, odkar si odšel tja kaj čez. Zanima me pa, kako zdaj nami, čez bile meglice ti gledaš. Še čutiš morda moj srčni utrip, da rade imam se zavedaš. Veš, nauki so tvoji več kot zlato, prisežem ti, to mi verjemi. Da dom tvoj si oč v sreči živi, pokazal sedaj rad bi ti. Zapustil si mi spomine, zapustil si mi svoj dom. Vem, da name boš ponosen, ko v njem se staral bom. Zapustil si mi spomine, zapustil modrosti zaklad. Čeprav tu na svetu se mine, imel te bom vedno rad. Še priden odšel si, rekel si mi, naj grudo domačo spoštujem. Naj čevljev, ki v svet peljali me bi, nikdar res, nikdar ne obujem. Besede so te vklesane v srce, sem tu si ustvaril družino. Otroški zdaj smeh zveni do neba, morda tudi ti slišiš ga. Zapustil si mi spomine, zapustil si mi svoj dom. Vem, da name boš ponosen, ko v njem se staral bom. Zapustil si mi spomine, zapustil modrosti zaklad. Čeprav tu na svetu se mine, imel te bom vedno rad. Čeprav tu na svetu se mine, imel te bom vedno rad. Tako, krasen, čuteč valček smo slišali, fantje jih znajo ogromno in takole v živo na nastopih igrate vse zvrsti, je tako? Valčke, polke, rock'n'roll, a kapele. Čisto odvisno. Ni, da ni. Ok, prej smo midva začela s temo, ti si menda samski, če sem prav razumel, ne? Res je, ja. Ok, ker drugače verjamem, da javno ne bi upal povedati, če bi bilo temu drugače. Kako so pa ostali člani, lahko zdaj v njihovem imenu, če poveš, koliko so kaj zasedeni, poročeni, koliko je kaj otrok v vašem ansamblu, če je kaj? Otrok, recimo, je bolj malo, ne? Jan naš, Ja? najbolj resen, ne? Res? Tudi poročen. Res, edini? Maščirkica, ja, maščirkica. No, super. Pa sta Žan pa Matej imata punce, mi dva z Žanom smo bolj tako, ne? Letata svet od svet. Naj pa, ne, malo noče, nobena meta, znamo, kaj narobe, ne vem, ne? Ja, mogoče se pa po današnji vdaji najde kjera, ko se vaju usmili, no. Bomo videli, ne? Ne, se ne. Da, Še punc je veliko, ne? res je. Moraš kjeru zapet, pa cajt si moraš vzeti. Cajt si moraš vzeti, ja, pa to je res. In to naj tepe, ne? To naj tepe. Žan, a ti misliš, da je res temu tako? Ja, Časa je premalo. Jaz se čist strinjam. Če preveč časa posvetiš ansamblu, pa službi, nimaš časa pa za punce. Ja, to je pa hudir. Ja. Si že kaj razmišljal, da bi naredil na tem, da bi bilo več časa za punce? Ja, zdaj sem štiral, ne vem, če bi ših pustil, pa punco najdel. Ne, če si punco najdeš, pol moraš
Dejansko Moraš dva imeti šihta. dva skoraj. šihta, ja. Veš, to je iz mojih izkušenj. Saj se hecam, Pol ni se cajta, ne. Da ne bo kjera zamerila. V glavnem, prej smo že malo govorili o kvartetu Pik. Torej, nastopate na vseh priložnostih, zapojete. Res je. Tako. Kjero pa najraje zapojete? Katera pesem vam je mogoče najbolj pri srcu? Predvsem radi imamo te stare, ljudske, potem ne vem kakva, Sijaj mi sončice, tudi nam dobro zazveni, ne? Res? Ja. Pa če vas takole zovem, a bi vi za vse naše gledalke in gledalce zapeli takole v živo v tem studiu? Pa dajmo probat. No, super, še sem znamo. zelo vesel. Torej, prisluhnimo, jaz se bom odstranil, mi pa prisluhnimo ansamblu Pik, kvartetu Pik. Sem šel čez gmajnico, sem slišal ptičke pet lepo. So pele ptičke pismico, od svoje ljubce grem domov. Patri hoj ladrija, hoj ladrom, od svoje ljubce grem domov. Patri hoj ladrija, hoj ladrom, od svoje ljubce grem domov. Še prej se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco djav. Oj, za klobuk pa pirja dva, da me boš vidla ljubica. Patri hoj ladrija, hoj ladrom, da me boš vidla ljubica. Patri hoj ladrija, hoj ladrom, da me boš vidla ljubica. Bravo, fantje, to je bilo čudovito. Branko, jaz ti zagotavljam, če je kjera to gledala, taka samska, Pa jaz upam, da jih je več. od 9. ure dalje boš, ja, si ne, si jih je gledalo več. Absolutno, sama veš, ja, tudi samskih je verjetno še kar nekaj. Po mojih je res nekaj, ja. To je bilo res krasno zapeto, fantje, hvala vam. Ja, drugače sem se pa spomnil, ja, Anja je samska. Ja, Je resno. super, škoda, da A ni poznaš danes, ne. našo Anjo? Ne, še. Ja, sej, res škoda, ne da. Fantje so bili prav slabe volje, jaz sem jim povedal drugače, da pride ena črnolasa punca, ki bo vodila to oddajo, ne, in potem sem prišel jaz, skozi S zlato. teboj smo zadovoljni, ne, sej. A ste zadovoljni? Seveda, kaj pa misliš? Sam ne preveč, ne vem, si jaz kaj mislil. Ok, gremo naprej. A se je že zgodila mislim, absolutno so se zgodile že marsikatere anekdote verjetno, pa bi nam eno zaupali, tista, ki je najbolj zanimiva, pa je, ne boste nikdar pozabili, mogoče. Na kakšnem špilu, kaj? Tja, Je kjer zaspal med nastopom, zamudo? med nastopom čas, skoraj vsi zaspimo, odvisen, ne, tako ponovadi. Res? Jaz pa harmonikar rado, tako malo. Takrat, ko je župca, verjetno. Ne, tako na odri včasih. Na odru zaspite? Malo, ja, on komot špila, če spi, jaz tudi Aha. komot pojem, če malo zadremljem. Včasih se tudi naredi, da kdo ne pospravlja zvoče, pa na konec pa to, ne. Aha. Pride marsikaj res, odvisen spet, ki smo, ne, kako se počutimo, tako da Ok. imamo več takih. Več takih Ja. anekdot je. Ni, da bi se ena ponavljala, ne. Ok. Zmer nekaj novega. V redu. Zmenjeno, gremo spet k glasbi. Prijetno se imamo v družbi ansambla Pik in slišali bomo spet en lep valček, pesem našega srca. Le zakaj slovenske pesmi dan za dnem umirajo? Malo kdo jih še zapoje, kdo je kriv, da je tako? Kmalu bo slovenski človek tujec brez srca postal. Če na rodni zemlji se bo svoje
naše glasbe sramoval. Ali res beseda tuja lepše v pesmi zazveni? Ali vredno je prodati, kar so starši dali ti? Pa čeprav bom še edini, ki bom naše pesmi pel, sramoval ne bom se tega, saj udar sem to prejel. Vedno težje je spoznanje, da v svet spreminja se, s tem pa tudi naša glasba sanje upanje. Vedno bolj poredko slišim pesem našega srca, tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Vedno bolj poredko slišim pesem našega srca, tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Takole, še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno so moji glasbeni gostje, člani ansambla Pik, ki dobro pikajo, se je prej Jan pohvalil. Ne, se to imajo po karti, mislim, rekla, ne? Ja, to je po karti. Ja. Jan, ti si najbolj resen, torej, kar se tiče zveze, si edini poročen? Ja, zaenkrat še edini, ja. Okay. Tudi otroka imam edini. Okay. Punčko, staro malo več kot 2 leti. Pa sem pa uganil, da dobro pikaš. Mislim, ja, ne. Če imaš, mislim, če je nastal izdelek. Ne? Tako. Keco se. Glavnem, povej mi, kako se znajdeš pri gospodinjskih opravilih? To me zanima. Te žena kaj pohvali, da si priden? Ali... Ja, kakor kdaj, ne. Včasih sem zelo priden, včasih pa tudi ne, tako da me tudi kaj kdaj okara, ne. Res? Ja, moraš to narediti, pa to, zakaj nisi to naredil, pa tak, ne. Če ni vse na svoje mesto, tako, ne? Sploh to, no. Ona je zelo tak, mora biti vse pospravljeno, vse na svoje mesti, če ne dam to takoj nazaj, je že problem. Ampak ne, drugače pa nisem tuj pri teh opravilih, vse tudi kuham, perem, pomagam pri vseh, tako da tu ni problem. No. Zato si pa tudi edini poročen, veš? Ja, ja. Okay. Imate vi kakšno skupno željo, morda skrito željo, ki se še vam ni uresničila, pa imate željo, da se vam bi morda v prihodnosti? To pomeni, ne vem, bi radi kam odpotovali, bi radi šli na kakšen, ne vem, veliki oder? Ja, sigurno so take želje, no, da bi res mogoče šli kam tujino gostovati, ne, to si morda želimo, pa res kakih velikih odrov, ne, sicer za nas to že ni tako tuje, no, ampak si želimo še mogoče večjih. Seveda največja želja pa je, da bi ostali taki prijatelji še naprej, da bi skupaj ustvarili svojo glasbo, avtorsko glasbo, ker mi res ne delamo na kvantiteti, ampak delamo na kvaliteti. Za nas mora biti pravo besedilo, ko mi vidimo besedilo, se odločimo, ali bomo to naredili ali ne. Ne delamo vsega po vrsti, kar nam dajo, ampak res, da nosi besedilo neko težo, da ima neko zgodbo za sabo. Prej smo slišali, recimo, Zapustil si mi spomine. To je v bistvu
moja zgodba, ki je Damjan Pasarič izlil na papir točno tako, kot sem mu jaz povedal. In res gre se v mojem detku, takrat, ko sem ga zgubil. Zdaj si delam hišo gor na Kalobiju, to je parcela, ki mi jo je zapustil, v bistvu preko detka. Tako da to so take resnične zgodbe. Črpamo ven iz resničnega življenja, res se trudimo, da bi naša besedila, naše pesmi imele nek pomen, neko težo. Mogoče zdaj niso zanimive v poplavi teh mladih ansamblov, ko je sama norija pa to, ampak mogoče čez čas bojo pa tudi naše pesmi začeli bolj mogoče vrteti, se mogoče poglobiti v ta besedila, se bo marsikdo mogoče našel v njih. To si pa zelo lepo povedal in spoštovanja vredno je, da tako razmišljate, da ima besedilo težo. Tudi hotel sem vas pohvaliti že prej, da ste na, mislim, da vsaj 3 festivalih, koliko sem gledal vašo zgodovino, osvojili prav nagrade za besedilo, za najboljše besedilo. Tako, res je. Prva v bistvu naša nagrada je bila leta 2016. Skladbo Sabo nesel nič ne boš, prav tako avtor Damjan Pasarič, naš prijatelj, s katerim sodelujemo, tudi zdaj imamo neke projekte skupne, nam je glih napisal eno skladbo, tako da z njim zelo radi sodelujemo, on res krasen tekstopisec. Potem takrat smo dobili Srebrnega pastirčka, nagrado za, mislim, da je bila druga nagrada, zdaj točno se ne spomnim, glavnem nagrada za besedilo. Potem Zapustil si mi spomine, je bila na Števarjanu nagrajena za najboljše besedilo festivala. Potem pa seveda tudi tale Pesem našega srca, tudi taka krasna skladba o tem, kako se naša ljudska glasba, tista pristna, narodno zabavna, izgublja počasi, slovenska beseda, vedno več prihaja tujih, najbolj je zdaj popularna, hrvaški pridih je popularen pri nas. Ja, tako da takrat smo pa na Vurberku, za to skladbo res smo dobili Šifrerjevo plaketo in tudi besedilo je bilo nagrajeno. Super. Prav je, da se tudi malo pohvalimo in še kaj več povemo našim gledalkam in gledalcem, kar ne vedo. Zdaj se boste pa zopet lahko malo spočili. Slišali bomo eno skladbo od ansambla Petan, eno veselo polko, Povej, če rada. Tega pa bi... tega ima že ona ogledanga. Vse od mesta do vasi se na veliko govori, da želiš že dolgo si vročih najinih noči. Govorice so laži, pravijo prijatelji, zdaj razjasnil bom tako, te pogumno vprašal bom. Povej mi, če nocoj bi rada šla z menoj, predolgo čakaš mi že, zdaj ti dam srce. Povej, če rada daš občutek, da imaš, me rada ti res močno, da me nobena tako nikoli imela ne bo. Zemlja zbrišanje planet, te nocoj pobavim spet. Vem, da rekla mi boš, da si že neučakana. Povej mi, če nocoj bi rada šla z menoj, predolgo čakaš me že, zdaj ti dam srce. Povej, če rada daš občutek, da imaš, me rada ti res močno, da me nobena tako nikoli imela ne bo. Povej, če rada daš občutek, da imaš, me rada ti res močno, da me nobena tako nikoli imela ne bo. Me rada ti res močno, da me nobena tako nikoli imela ne bo. Slišali smo poskočno polko, fantje so se malo spočili, čeprav večinoma igramo tukaj v našem studiu na playback, če lahko tako rečem, je tudi to naporno, ne da? Še bolj naporno pravzaprav kot v živo, kaj ti moraš slediti
muziki in odpirati usta prav isto, ne? Je res tako? In tudi prsti morajo isto leteti. No da. Če se malo spozabiš, To je dejansko se še vidi, ja. težje, ko nastopi Tako. v živo. Tam Ja. malo zafušaš, pa malo zmučkaš, pa gre. Okay. Kakšne lastnosti po tvojem mora imeti vsak pravi muzikant? Kaj mora imeti v sebi? Mora imeti rad inštrument verjetno? Inštrument, Kaj še? vesel mora biti, dobre volje. Tak, da lahko celo noč zdrži, no. Vzdržljiv mora biti? Zdržljiv, tako. Tak, ljudski človek. Tako. Rad moraš imeti ljudi verjetno, da Tako. si srčen in iskren muzikant. Tako. Ok, super si to povedal. Žan, številka 2. A ste že imeli v ansamblu kdaj kak tak pogovor, recimo, da bi s komu sodelovali? Ste že imeli morda kakšno sodelovanje s kakšnim drugimi glasbeniki, pevko mogoče? Ja, smo se že dogovarjali, tudi takole, ko smo bili z ansambli na festivalu. Smo rekli, smo se zaštekali, kaj dajmo nekaj skupaj narediti. Sam do zdaj še ni prišli do tega, ne? Okay. Ampak mogoče pa v bližnji Mogoče pa bo. prihodnosti pa bo. S kom pa, če bi imeli možnost, bi najraje na naši glasbeni sceni celotni, govorim tudi zabavni, sodelovali, če bi prišla ta priložnost? Da bi naredili kakšno skupno. Zdaj ne morem menga definirati, da se ne bi drugim zameril. Ne boš si zameril. Kar povej iskreno, kaj še recimo v tvojem avtu slišimo poleg domače glasbe? Dajte pa tako vprašal, kaj rad poslušaš? Rad poslušam, Mi dva. No vidiš, Kaj takega, na primer? z Mi dva bi naredili čisto... Ali pa dobro, glede na to, da smo sami fantje, pa dajmo režiti Heidi. S Heidi? Ja, bili smo tudi skupaj v oddaji petek zvečer, smo se videli. Heidi Dajmo reči simpatično Heidi. dekle. Ja, zelo. Si rad poslušal Heidi, a si jo raje gledal, ko si bil Poslušal. poslušal ja. tudi, ne? Ja. Lepo je, Heidi je prijetno. Zakaj pa vi nimate pevke? Ja, zaradi ljubega mira v ansamblu. Res? Saj veš. Pa vedno isti. Pa ne, pol zdravi. pride do kreganja, pa saj veš. Pa ni tako hudo, po mojem. Misliš? Vse sam veš, vi tudi niste imeli pevke. Ja, morda je pa res tako, ja. Ok, to ponovadi vsak fantovski sestav vprašam in ja, vedno dobim zanimiv odgovor. Isti. Tako. Gremo naprej k glasbi, zdaj sem pa zopet malo umaknil. Slišali bomo skladbico, šli bomo na en lep kraj, kjer se vsako leto dogaja oziroma priredi tudi en tak dober tradicionalen slovenski festival. Torej, šli bomo na Vurberk. Skozi leto samski fantje čakajo, da pride noč, ko lahko gredo dekletom ljubeznivo vas pojoč. Jaz pa le odštevam dneve, ko obiščem srečen spet. Stari Vurberk, družbo drago, štajerski prelepi svet. Kot tukaj mi nikjer srce v ritmu glasbe ne igra. Pa zavriska naj se vida, tu veselje je doma. Tu med krajskimi zidovi še spomini živi so. Kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Se k dekletom stiskali, vsi zaljubljeni in mladi od veselja vriskali. Jaz pa čakam dan poletni, da na Vurberk se podam, saj občutek je najlepši, ko se glasbi vas predam. Kot tukaj mi nikjer srce v ritmu glasbe ne igra. Pa zavriska naj se vida, tu veselje je doma. Tu med krajskimi zidovi še spomini živi so. Kot očitje so si
živi so, kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo, kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Kadar smo v dobri družbi, čas vedno zelo hitro mine in tudi ta vesela urica gre počasi k koncu. Grem še do našega Jana, da pove kakšno o prihodnosti. Torej, kakšne so vaše želje za prihodnost? Slišali smo, da je na poti počasi nova zgoščenka, druga. Tako je, res skladbice pripravljamo že za drugo leto, tudi za festivale. Se moramo pravočasno pripraviti, da pol ni tiste norije, ne, joj, zdaj pa moramo na hiter, rok se bliža, pa še nimamo nič. Tako da to, posneti čim več lastnih skladb, takih kvalitetnih, iti na kakšen festival, potem pa seveda, tako smo rekli, zgoščenka počasi druga in tudi koncerto bi zdaj zgoščenke, ponavadi to vedno gre nekako skupaj z roko v roki. Ne. Super, kje bo koncert? Po mojem bo tam, ko smo ga imeli prvič v dvorani kulturnega doma Gorica pri Slivnici. Zdaj so ga obnovili, čisto novo tudi. To je mogoče bila teka ena anekdota, ne? Ko je še bil stari kulturni dom, je tik pred začetkom našega koncerta vrglo vse ven, fit je vrglo ven, ker je bila bolj šlo elektrika, ne? Mi smo takrat imeli ozvočenje kar precej veliko, ne? Drugačno, ko ga imamo takle na špilih, ne? In elektrika ni bila dost močna. No, potem smo nekako to usposobili, da je koncert stekel od začetka do konca tako, kot smo si ga zamislili, ampak zdaj pa mislim, da so te stvari res porihtali, smo že tudi igrali v prenovljenem domu, tako da sigurno bomo imeli tam svoj koncert. No super. Fantje, jaz se vam zahvaljujem za dobro družbo. Bili ste super, želim vam vse dobro na vaši glasbeni poti, naj koncert uspe in da bo tudi elektrika zdržala, tako kot je treba. Ne? Teda še enkrat hvala lepa vam, da ste prišli. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa želim še prijeten večer naprej. Upam, da ste uživali. Hvala za družbo, hvala, da ste nas gledali, spremljate nas še naprej. Vsi upamo, da do naslednjič ozdravi tudi naša Anja, da se vrne takole v studio in vam pove kaj lepega. Drugače pa še enkrat hvala in srečno do prihodnjič. Pred mano je sonce za hip ugasnilo, zazdelo se je, kakor da vije vihar. A ko se je znova mi vse razjasnilo, od sreče sem jokal, kot pristanu mornar. Ko človek jadra skozi življenje, mnogo prijateljev pridobi, a leta pravi, te kot valovi, popeljejo na najlepše poti. Če ti življenje povzroči rane, ta krog ljudi jih celiti zna. Kot rahel vetrič stalnega morja, ki sežejo v globino srca. Postali bomo prijatelji zavedno, saj kot eno mi smo združeni. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem lepše se živi. Človek jadra skozi življenje, mnogo prijateljev pridobi, a
a leta pravi, te kot valovi, popeljejo na najlepše poti. Če ti življenje povzroči rane, ta krog ljudi jih celiti zna. Kot rahel vetrič z daljnega morja, ti sežejo v globino srca. Postali bomo prijatelji zavedno, saj kot eno mi smo združeni. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem lepše se živi. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem lepše se živi. Na svetu tem lepše se živi.